Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. Težko vam povem, kako močno me pretresajo novice o družinskem nasilju in to ravno zaradi tega, ker bi ravno dom in družina mogla biti tista oaza, varna oaza pred zunanjim svetom. Oaza, kjer smo varni, kjer smo sprejeti, kjer smo ljubljeni, kjer smo lahko to, kar smo. In teh novic se mi zdi, da ni konca in da ni kraja. In čas poznavanja je tisto, ki mu dajem jaz tak velik poudarek. Ko govorimo, kdorkoli, ko beremo intervjuje, ko jaz osebno govorim z ženskami, ki so žrtve nasilja, se slej ko prej pride vprašanje oziroma vsaj nakazano je, ali nisi videla, ali nisi vedela. In tukaj je storjena tista ponovna krivica, ko žrtev postavimo, ko žrtev postane odločilna oziroma ko je od žrtve odvisno, ali se bo nasilje zgodilo ali ne. Nasilje v družini je veliko. Slišimo ponavadi najbolj tragične stvari, kjer se končajo z umorom ali z ubojem ali s poskusom uboja. Ampak nasilja je bistveno več kot to. Nasilneži niso samo moški, ampak so tudi ženske. In nasilje se ne izvaja samo med partnerjema, ampak se izvaja tudi nad otroki. Kaj lahko mi tukaj naredimo kot družba? Jaz kot posameznik lahko naredim edino to, da nasilje v družini v nobenem primeru ni sprejemljivo. Ne glede na to, kakšen razlog je, kakšen vzrok je nasilje nedopustno. Slišimo o moških, ampak veliko nasilja povzročajo tudi ženske. In ko mi zapremo oči, ko se obrnemo stran, to dopuščamo. Po drugi strani je pa težko poseči v družino in začeti razlagati in reševati nekaj, česar dve osebi morda sploh nočeta. Zgodi se, da sta zakonca ujeta v neko dramo, kjer zaradi lastnih preteklih izkušenj, zaradi odraščanja, zaradi zgleda, zaradi primerov, zaradi primarnega družinskega okolja drugega sploh ne poznata. In ne vesta, da se morda da problem reši drugače, ne vesta, da so vzroki v njih samih in ne v drugi osebi in ne vesta, da to morata rešiti in da lahko rešita vsak sam in ne drug na drugem. Čas poznavanja je to, da naj bi prepoznali te vzorce, ki iz leta postajajo hujši. Sosed, terapevt, težko karkoli naredi v družini, kjer sta dva ujeta v neke vzorce. Ampak ko spoznavamo, ko odraščamo in ko pridemo do neke stopnje, kjer se posveti čisto majčkena lučka, da morda pa ni vzrok v njem, ampak je vzrok v meni, da nekaj dopuščam, takrat se oprimite te lučke in se obrnite vase in poglejte, kateri so tisti vzorci, kaj vam manjka, kakšna prepričanja imate, kaj so vam vcepili v glavo že v mladosti, da si
ne zaslužite nič boljšega kot to, kar dobite. Morda poniževanje, morda neskončno prepričevanje, morda eno samo dramo, pretepanje, karkoli že, kar ni zdravo, kar ni dobro, kar ni ljubeče in kar ni vzpodbudno. Čas poznavanja je namenjen temu, da vidite, s kom živite, s kom, v koga ste zaljubljeni in koga želite ljubiti. Ker zaljubljenost itak ne traja celo življenje. Da ljubite neko osebo, mora imeti pa neke določene vrednote. In ali se lahko vprašate, ali so te vrednote to, kar jaz cenim, kar jaz spoštujem, kar jaz občudujem? Ali sem s to osebo zato, ker upam, da se bo čez čas umirila, da se bo sprostila, da me bo začela dovolj ljubiti in bo začela z mano drugače ravnati? Ali sem s to osebo zato, ker se mi ne da več biti sama, ker se bojim biti sama? Ali zato, ker se mi ne da iskati drugega partnerja? Ali zato, ker morda ni tako hudo in lahko potrpim? Jaz se vsak dan srečujem z ženskami, kjer mi pravijo, jaz ne vem, če bi šla narazen, ker ne vem, če se mi da iskati novega partnerja. Zoprno mi je biti spet sama. Jaz vse to razumem. Vendar, biti z nekom, zato da niste sami in hkrati se ne počuti dobro in hkrati poslušati, kako zelo za nič, neprimerna, nevredna, nič od nič, jaz ne vem, če je v tem smisel. In če ste vi v tem, potem poiščite to lučko, o kateri sem jaz na začetku govorila, in si povejte, da si zaslužite bolje, da si zaslužite lepše in da si zaslužite ljubeče, predvsem pa bolj varno. Veste, ko sta dve odrasli osebi skupaj, sta obe polnoletni, opravilno sposobni odrasli osebi, ki sta odgovorni za svoje dejanja in za posledice. Ampak ko so zraven še otroci, otrok ni odrasla oseba, otrok nima možnosti odločanja. Otrok je odvisen od svojih staršev. In ko mu eden od staršev neprestano govori, kaj vse ni v redu, kako je za nič, kako bi mogel to, kako bi mogel ono, kako more takoj narediti, kako more ubogati, spoštovati, ne vem kaj še vse. Ali po drugi strani, da mu vse ugodi, da je sonček njegovega življenja, da je ni stvari, ki zanj ga ne bi naredil, da se odpoveduje svojemu življenju samo zato, da njemu ugodi, hkrati ga pa naredi za svojega čustvenega partnerja, je tudi to zloraba. Je tudi to čustveno nasilje nad otrokom. Čustveno nasilje ni samo to, da nekoga udariš, da nekoga pretepeš. Čustveno nasilje je igranje vloge žrtve. Kako sem jaz bolan, kako jaz nič ne morem, kako samo s tvojo pomočjo lahko nekaj naredim, kako me razveseliš vsakokrat, ko prideš na obisk, zakaj pa ne prideš. Čustveno nasilje, ki ga izvaja starš nad otrokom, se vcepi tako globoko, da kot odrasla oseba se še vedno v določenih situacijah počuti kot otrok, ravno zaradi tega, ker so zametki, ker so osnove tako blazno globoko v nezavednem. In če hočemo to spremeniti, je treba kar precej dela. Ampak če si vi predstavljate, da potem taka oseba odraste in
ima te zametke, da mora za nekoga skrbeti, da ga ne sme pustiti na cedilu, da mora potrpeti, da mora reči ja, da mora biti pridna, da mora ubogati, taka oseba ne more iti stran od nasilnega moškega. Zato, ker ji bo vedno znova povedal, kako je za nič in kako je ona kriva in kako se mora potruditi in kako je dolžna skrbeti za njega. Ali, če želi iti stran, lahko druga oseba pove, da tega ne sprejme. Nima možnosti, da odide. Enkrat si rekla da in zdaj boš ostala tukaj. In ne sprejmem ločitve, ne sprejmem tega, da greva narazen, še manj pa sprejmem, da boš kadarkoli imela kogarkoli drugega rada. Pa to velja za moške in za ženske. Saj so tudi ženske, ki preprosto ne morejo razumeti in doumeti, ker jim je preboleče, da jih mož zapušča, da mož hoče ločitev. Ampak nam v življenju, tako kot sem v preteklosti že povedala, nič ne pripada samoumevno. Res je, da se poročimo zavedno in poroka je neke vrste obljuba. Ampak potem življenje prinese marsikaj in poroka ne sme biti ujetništvo. Dva človeka naj bi ostala skupaj, zato ker želita biti, ne zato ker morata biti. Zato ker znata živeti vsak posebej in sta skupaj, zato ker ravno zaradi tega, ker znata živeti vsak posebej. Če pa pride do odvisnega odnosa, se pa potem redko kdaj konča dobro. Hvala Bogu, se ne konča tako tragično, kot se je končalo včeraj. Ampak vsakokrat, ko se konča tako tragično, kot se je končalo včeraj, je to prevelika tragedija. Zato, ker spet sta ostala dva otroka. In ko zbiramo življenjske partnerje, ne pejmo po liniji najmanjšega napora, saj je dobro. Ne pejte po liniji, saj si več ne zaslužim. Ampak ozrite se vase in poglejte, ne gre za to, da postanete narcistični, ne gre za to, da nič ni dovolj dobro za vas, ampak gre za to, da si jasno poveste, zakaj jaz želim biti s tem partnerjem, zakaj jaz želim biti s tem človekom. Ali zato, ker mi je všeč tak, kakršen je, ker ga cenim, ali zato, ker mi je tako neskončno biti sama, ali zato, ker sama nič ne pomenim in nisem nič vredna in sem preprosto brez partnerja nič. Tukaj je preokupirana navezanost, tukaj so vzorci iz otroštva, iz preteklosti, tukaj je mnenje okolice, tukaj je samopodoba. Partner ne da osebi, s katero je, nobene nove vrednosti. In tako je moglo biti. Oseba je vredna zato, ker je takšna, kot je. In ne zato, ker je s tem in s tem človekom. In ko se bomo kot družba tega zavedali, bo postala družba drugačna. Dokler bomo pa mi še vedno cenili nek zunanji blišč in zatiskali si oči pred tem, kar se dogaja za štirimi stenami, potem bomo še nekaj časa poslušali take novice, kot smo jih slišali danes zjutraj. Jaz vam želim, da se prav odločite. Vesela bom, če boste prebrali kakšno mojo knjigo Čarobni odnos ali pa 8 moških, zakaj pa ne. Če pridete na mojo spletno stran malo pogledat, jaz veliko pišem o tem. Če se prijavite na YouTube kanal, da ne boste zamudili novih prispevkov, pridete lahko v skupino, Facebook skupino Čarobni odnos in seveda na razpolago so vam delavnice, individualna svetovanja. Imejte se radi, začnite se ceniti, ker ste vredni. Vredni ste zato, ker ste. Srečno.